Pozdravljeni v današnji oddaji Pregled tedna. Poglejmo tokratno dogajanje v slovenski Istri. Udeležili smo se tedna zdravja v zdravstvenem domu Piran. Ta teden je Center za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Piran organiziral prireditev Teden zdravja. Odvile so se različne aktivnosti, vse od predavanj do brezplačnih meritev telesne sestave, kostne gostote, gleženjskega indeksa in meritve telesne zmogljivosti. Eni so zdravi, eni so malo manj zdravi. Tako da zanimivo je videti, da ljudje redno prihajajo zdaj, ker imamo pač teden zdravja tako spomladi kot jeseni in da se nam vračajo osebe, ki so bile na testiranjih spomladi, so zdaj ponovno prišli jeseni in recimo spremljajo svoje zdravstveno stanje. Takih smo veseli, da nekaj vložijo vase. Vsak dan so osvetlili določeno področje zdravja, vse od zdravega življenjskega sloga, programa Svit, Sopa in Mira. Tudi sicer Center za krepitev zdravja osebam nudi vse vrste svetovanja. Tako psihološke, gibalne, prehranske in splošno, ker pač pokrivamo medicinske sestre. Imamo programe čez celo leto, od dejavnikov tveganja do svetovalnice za tvegana vedenja, potem pač psihološke svetovalnice, prehransko svetovanje in gibalni del. Vsak lahko pride na individualni posvet ali se pa vključi v skupinske obravnave. V slovenski Istri imamo Center za krepitev zdravja še v Izoli, v Kopru pa imamo zdravstveno-vzgojni center. Obiskali smo še dogodek Univerze na Primorskem, Štart UP. Novopečeni in že utečeni študentje so se lahko v soboto podružili na družabno-športnem dogodku Štart UP, ki je letos že 4. leto zapored služil kot dobrodošlica ob novem študijskem letu. Načeloma je dogodek narejen tako, da v bistvu vsi študenti, ki prihajajo iz drugih regij iz Slovenije, spoznajo Koper, spoznajo Obalo, spoznajo Primorsko oziroma Obalo-Kraško regijo in dejansko se spoznajo z aktivnostmi in z organizacijami, ki tukaj živimo in delujemo. Letošnja udeležba društev, organizacij in podjetij je bila rekordna, saj se je predstavilo več kot 55 razstavljalcev. Poleg pedagoških članic in inštituta UP pa so se predstavili tudi centri in enote univerze. Dogodek vidim kot zaenkrat velik uspeh. Tekom samega dogodka smo promovirali neko novo dobo popotnikov, neko novo grupo turistov, ki bojo razmišljali bolj alternativno, bojo nekaj dali nazaj lokalni skupnosti, da bo šlo za neko medsebojno obojestransko izmenjavo. We think the students are very important because we understand what worries them, particularly about nature, and this is very important for all European community projects that we run. Torej, jaz sem zdaj tukaj tretjič in ta dogodek omogoča nek stik z študenti, neka povratna informacija študentov in nasplošno druženje. Dogodek je obiskalo več kot 500 študentk in študentov. Vrlo dobro. Znači, prvo svašta sam nešto probao i subdasku i kajak i svašta nešto evo mohkar sam da se snimi, da se dokumentuje. Tako da sve bilo je odlično. Pa mislim, da je fenomenalno. Dogaja se polno aktivnosti, najde se za vsakega nekaj, definitivno se imamo super. Well, today's atmosphere is good. It's calm, you meeting new people and everything like that. Especially me from Macedonia, I don't know anybody here. The event was the best. It was actually very good, and my highlight was when we did the traditional dances, and also the stand where we shot the bows. Tudi letos se je dogodek odvijal v dobrodelnem duhu, saj je vsak razstavljalec udeležbo potrdil simbolično kotizacijo, ki je bila nakazana društvu Palčica Pomagalčica, h kateremu so prispevali tudi obalni brivci Barbarian Squad, ki so na dogodku v zameno za striženje zbirali prostovoljne prispevke. Dogodek je bil tudi trajnosten, saj si je vsak prinesel svoj lonček ali steklenico za pijačo. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je predstavil arheološke raziskave. Poglejmo.
Danes so v Montfortu predstavili novo muzejsko knjigo arheologinje, muzejske strokovne delavke in ravnateljice Pomorskega muzeja Piran v pokoju, 93-letne Elice Boltin Tome. Delo je naslovljeno Predloka v preddverju svetov, obravnava pa arheološke raziskave muzeja med leti 1972 in 1983. Jaz se rada spominjam tega, kako so našli prve najdbe, prve slovanske grobove. To je bilo veliko presenečenje. Posebno zato, ker smo te najdbe iskali že takoj po vojni, ker takrat je bilo to še pod italijansko, pod Italijo, in ko smo prišli na to ozemlje, smo mi hoteli dokazati, da smo tukaj živeli že zelo zgodaj, in to te naše slovanske najdbe so bile za nas zelo pomembne. V knjigi razkrijejo še nekaj neobjavljenih avtoričinih pisnih, terenskih in fotografskih ugotovitev. Delo je nastajalo več kot desetletja, v njemu pa je tudi bogata bibliografija avtorice, ki se nanaša na različna najdišča ob slovenski obali in notranjosti. V Piranu je potekal podpis pisma o nameri za uresničitev pobude o ustanovitvi interdisciplinarnega nacionalnega raziskovalno-razvojnega centra za trajnost Krog. Pismo so v ponedeljek podpisali župan občine Piran Andrej Korenika, prorektorica Univerze v Ljubljani Maja Klun in rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar. Pobuda za ustanovitev interdisciplinarnega nacionalnega centra izhaja iz potrebe, da Republika Slovenija razvije lastne trajnostne pristope, ki bodo učinkoviti le, če bodo združevali znanja iz različnih strokovnih področij. Z interdisciplinarnim pristopom se je mogoče izogniti nasprotujočim si mnenjem različnih strok pri reševanju enakih izzivov. Kot sem že omenil, Krog je eden izmed mnogih degradiranih območij v naši občini Piran, katerega smo se lotili, da ga želimo rešiti. Tukaj smo zaprosili za pomoč Univerze na Primorskem, Univerzo v Ljubljani in verjamem, da bomo skupaj našli pravi način, da to območje oživimo. Predvsem je pomembno, da ohranimo vso to naravno območje, da ne pride do večjih posegov tam, da delamo to skupaj tudi s krajani. Predvsem pa si želim, da bi prave vsebine tam dali, ki bodo bile tudi trajnostne in da ne bomo samo, kot smo omenili, govorili samo o neki adaptaciji stavb, ampak tudi o stavbah, ki bodo zaživele in bo tam privabile nove generacije, mlade generacije, ki se bodo tukaj lahko izobraževali in upam, da tudi v naši občini ostale. Območje Kroga obsega objekte nekdanjega benediktinskega samostana s centralnim dvoriščem ter okoliškimi kmetijskimi zemljišči, ki se nahajajo nad Sečovljami in dolino Dragonje. Objekti so trenutno zapuščeni in zahtevajo celovito prenovo, ki jo je glede na predvideno namembnost možno izvesti s pomočjo evropskih sredstev. Obe univerzi bosta vsebinsko sodelovali z občino Piran in si prizadevali za prijave na projekte in sredstva evropskih skladov z namenom prenove objektov na Krogu, kjer bi univerzi vzpostavili stičišče znanosti in stroke. Ena ideja je, ko imamo neke postdoktorske projekte z različnimi tujimi univerzami in je običajno, da se ti postdoki dobijo v nekem centru, kjer izmenjujejo potem na isto temo izkušnje en teden, 2 tedna in tako naprej. Potem poletne šole, potem zanimivo bi bilo za biotehniško fakulteto, ker je tudi veliko zemljišča, pa za krajinske arhitekte. Tudi že v bistvu, če po pravici povem, smo tudi že dali neki skupini študentov in profesorjev za razviti idejo, kako bi revitalizirali to območje stavbno, z upoštevanjem kulturne dediščine seveda. Tako da vse to je v mislih zdaj nastajalo to leto, da niso bili samo pogovori in kavice, ampak tudi malo vsebine. V resnici že kar nekaj mesecev zelo intenzivno delamo, naši kolegi iz naše univerze pa univerze v Ljubljani v sodelovanju z predstavniki občine. Iščemo ustrezne razpise za
pridobitev tistih nekih zagonskih sredstev in seveda po drugi strani pa iščemo projektne naloge za vpenjanje naših študentov, ker dan danes moramo delati projekte vključujoče in zato je izredno pomembno, da damo priložnost tudi našim mladini, ki ima malo drugačne inovativne ideje, kakor pa mi, ki smo že malo v letih. No. Tako da moramo natančen akcijski načrt s priložnostmi za financiranje obnove kroga oziroma implementacije vsebin. Cilj je vzpostaviti center, ki bo služil kot stičišče znanj in inkubator novih idej na področju trajnosti in digitalizacije ter mogoča učinkovito prenašanje teh znanj v prakso. Poglejmo, kaj so povedali na predstavitvi restavrirane slike Vittoria Carpaccia. V koprski stolnici so danes predstavili restavrirano oltarno sliko Marije z detetom na prestol in 6 svetniki renesančnega beneškega slikarja Vittoria Carpaccia, ki so zadnjih 5 let restavrirali v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Skupno so restavratorji za delo na sliki porabili več kot 18.000 ur dela. Restauriranje je trajalo približno 5 let, če vštejemo vse od priprav, raziskav in pa potem samega restauriranja. V sliko je bilo vloženih, če malo ilustriram, tam nekje med 18 in 20 tisoč delovnih ur. Sicer je bil sam poseg restauriranja po besedah Hudolina izjemno zahteven. Gre za izjemno zahteven poseg, prvič je dolgotrajen, drugič je zahteva veliko predpriprave, raziskav in pa seveda je vsaka poteza, ki jo na takem delu, kot je taka slika narediš, je seveda ena velika odgovornost. Tako da, ker to vse sešteješ v en kontekst, je seveda to zelo zahteven, velik poseg, ki pravzaprav se ne pojavlja prav pogosto. Že same raziskave so bile precej v povezavi tudi s tujino, tukaj smo se precej na italijanski prostor obrnili, potem je pa delo spremljala precej velika mednarodna komisija, vodil jo je znameniti poznavalec Carpaccia Peter Humphrey iz Anglije, iz Londona, tako da sodelovanje je bilo ves čas, na svetovnem nivoju in temu seveda ustrezno je bilo potem tudi samo delo. Kot je še dejal Hudolin, gre za izjemno sliko znamenitega slikarja, ki najbolj reprezentativno predstavlja obdobje Beneške republike. V svetovnem merilu gre absolutno za špico v štafelejnem slikarstvu. Sicer po besedah vodje oddelka za štafelejno slikarstvo in vodje projekta restauriranja Carpacciove slike Barbke Gosar-Hirci, koprska oltarna slika predstavlja vrhunec v zaporedju oltarnih podob in se po kompoziciji zelo razlikuje od vseh prejšnjih Carpacciovih oltarnih podob. V bistvu, ko je slika prišla januarja 2019, smo se v bistvu vzeli kar veliko časa, da jo opazujemo, popišemo njeno stanje, kar pomeni, da konzervatorji, restauratorki smo pregledali vse od situacije, kako je spredi slika, koliko je umazana, kaj se dogaja na zadnji strani slike in potem je nekako prišlo do tega, da smo začeli z naravoslovnimi preiskavami, kjer smo sodelovali tako z oddelkom za naravoslovne raziskave v restauratorskem centru, kot s strokovnjakom za multispektralno analizo iz Sicilije Antoninom Cosentinom. Vse te informacije o preiskavah so nam podale so nam bile vodilo, kako se zdaj lotiti umetnine, kaj začeti najprej delati in tako naprej. Tako da smo v bistvu začeli z odstranjevanjem površinske umazanije spredaj in zadaj, potem smo se pa lotili odstranjevanja neoriginalnih lakov, preslikave, ki jo je izvedel Curzoi Dusi v 19. stoletju in potem še starejših retuš pod njimi. Potem, ko je bila situacija na sprednji strani nekako zaključena, po letu in pol dela, je sledilo utrjevanje tako sprednje strani kot zadnje strani, saniranje nosilca in potem, ko je bila slika napeta na nov podokvir, ker strne originale ni upravljal več svoje funkcije, smo se lotili zopet retuše, ki je zopet trajala zelo dolgo. Zakaj vse traja tako dolgo časa? Zaradi tega, ker delamo z minimalnimi orodji, kar pomeni s čopiči 0,0, kar pomeni z mini skalpelčki. Gre se namreč za to, da delaš na izjemno pomembnih likovnih delih, Vittoria Carpaccia še toliko bolj, in je vsak milimeter izjemno pomemben, ker se kot konzervator, restaurator zavedaš, kaj te čaka pod preslikavami, da te čaka originalen sloj, do katerega moraš biti pač res
izjemno previden in spoštljiv. Kot je povedala direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Berec-Loredan, gre pri vrnitvi slike Marije z detetom na prestolu za še en kamenček v mozaiku vseh obnov, ki se dogajajo v okviru 1500-letnice mesta. Ravno v letu, ko Koper praznuje, gre za še en kanček v mozaiku vseh obnov in posebnih priložnosti, ki smo jih prav letos doživeli v Kopru. Naj ob tem povem, da je bil obnovljen zvonik. Obnovljena je bila rotunda, ena izmed najstarejših zgradb v Kopru. Vrnila se je Karpačeva pala. Vse te tri stvari se nam zdijo res izjemne in jih bomo v naslednjem letu oziroma v mesecih, ki so pred nami, poskušali javnosti še bolj približati. Načrtujemo izdajo posebne publikacije, načrtujemo posebno tudi digitalno promocijo. S tem želimo ne samo tuji in strokovni javnosti to še bolj poudariti, ampak tudi laično in domačo javnost ozaveščati o pomenu te izjemne kulturne dediščine. Slika je bila domnevno izdelana leta 1516, Karpačo pa je ustvaril prav v Kopru, kjer v zadnjih letih svojega življenja tudi živel. Danes se premikamo na drugi konec Slovenije, v Prlekijo, kjer je 99-letna Lujzika pokazala Sloveniji, kako se pravilno zaveže ruto. Ja, ne glede na starost je vedno treba poskrbeti zase in za druge. Aha. Pa se mi lahko rubaj veže, jaz pa si pa ne. Kolega, roke je gore. No, je dobro. Tak. Je lepo. Dobro, ja. A dobri se ste vi pač za to te leto, 99. Stara sem, nevoljna sem, ne? Lepa ja. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Na jutrišnje sobotno jutro se lahko v Centru mladih Koper udeležite glasbenega dogodka, ki se bo pričel ob 10. uri na njihovi terasi. Dogodek nosi naslov Gluten Morgen, za house ritme pa bosta poskrbela DJ-ja Tamora in 93 Kilobeats. Na sobotno jutro pa se bosta odvila tudi dva dogodka za najmlajše. Ob 10:30 se bosta pričeli dve otroški gledališki predstavi. Ena bo potekala v gledališču Koper in nosi naslov Z Igorjem po svetu, tokrat bodo obravnavali državo Egipt. Medtem ko bodo v avditoriju Portorož otroci lahko uživali ob dogodivščinah v predstavi pustolovščine Bibi in Gustija. Opoldne ob 12. uri se bo v koprskem snack baru odvijal glasbeni in moto dogodek. Na tem bodo nastopile skupine Iron Median, Kane Engel, Ten Project, Razvaline, Euforija in Majka, kar pa obeta pestro glasbeno dogajanje za ljubitelje težke glasbe in motorja. Zvečer ob 19. uri pa bo na Largu pri Špini v Izoli potekal drugi večer uličnega filmskega festivala. Tokrat bodo predvajali slovenski film Temni pokrov sveta režiserja Amirja Muratovića, po filmu pa bo sledil tudi pogovor. Ob 19:30 pa bo v gledališču Tartini v Piranu na sporedu predstava Naše skladišče v izvedbi skoraj profi teatra. Ljubitelji koncertov se lahko ob 20. uri odpravite v Center mladih Koper, kjer bodo nastopili heavy metalci Space Unicorn, On Fire, hard rockerji Pelhani in zasedba Black Ivy. V nedeljo 13. oktobra se bo kulturni program nadaljeval z večernimi projekcijami v okviru drugega uličnega filmskega festivala. Ob 19. bo na Largu pri Špini prikazan film Tovarna sladkorja srbskega režiserja Borisa Milkovića. V stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru pa bo na ta večer nastopil priznani organist Nathan Laube v sklopu orgelskega festivala Koper 2024. V ponedeljek 14. oktobra pa bo ob 19. uri na Largu pri Špini v Izoli na sporedu še ena filmska projekcija uličnega filmskega festivala.
Tokrat bodo predvajali dokumentarni film 1991, Adijo Jug film, Adijo Jugo festival, Adijo Jugoslavija, vidimo se v sledečem ratu. Film je posnel hrvaški režiser Igor Hala. V sredo 16. oktobra se bo ob 20. uri v Pokrajinskem muzeju Koper odvilo zgodovinsko predavanje dr. Egona Pelikana z naslovom Tone kralj in prostor meje. V četrtek 17. oktobra pa bo ob 19. uri v Art Kinu Odeon v Izoli projekcija filma Nikola Tesla, Valovi prihodnosti slovenske režiserke Janje Glogovac. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci. Ob istem času bo v gledališču Koper v sklopu Bienala Koper predstavljen glasbeno-plesni performans KONS kulturno-umetniškega društva Format iz Kopra. To je z naše strani vse, več informacij o dogodkih najdete na naši spletni strani ali v zadnji številki časopisa Megafon. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden. To je z naše strani vse. Hvala za pozornost in nasvidenje.